Zlatko Šabič je redni profesor za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Profesor Šabič, katedra za mednarodne odnose deluje na FDV že 60 let. Od tega 30 let v Jugoslaviji in 30 let v samostojni Sloveniji. Pravi 50-50 nekje. Ne. Kakšen je bil vpliv omenjene katedre na oblikovanje zunanje politike Jugoslavije in kakšno oblikovanje zunanje politike samostojne Slovenije? Najprej hvala za povabilo. Ja, res je, mi smo, ker javnost niti ne ve tako zelo dobro, mi smo dejansko toliko stari, kot je uradno ustanovljena Fakulteta za družbene vede. Torej, mi smo bili takrat ena izmed 4 organizacijskih enot. In v začetku je to treba pošteno priznati, to bilo predvsem povezano z enim profesorjem Benkom, ki pa je že dajal, še posebej, bom rekel, tam nekje do 80-ih let, pa so se začeli tudi drugi kolegi bolj intenzivno pojavljati, profesor Petrič, recimo profesor Bučar. Ampak tisto, kjer je bil velik prispevek, predvsem profesorja Benka, je bil pri proučevanju gibanja neuvrščenih. Na tem področju je bilo narejeno ogromno in mislim, da je bil, vsaj kar se mene tiče, tukaj zelo velik prispevek. Drug velik prispevek, ki ga je v tistem času dajala torej katedra oziroma fakulteta na področju mednarodnih odnosov, je bilo zagotovo vprašanje samoodločbe. Takrat v tistem času je bil zelo dejaven tudi z monografijo profesor Petrič. In tretja stvar, torej, kjer se mi zdi, da je bilo tudi zelo veliko narejenega, so bila vprašanja manjšin. Takrat je bil dejaven tudi recimo profesor Komac. In tukaj se mi zdi, da so nekako, rečemo temu, 3 področja, kjer jaz vidim, da je Slovenija oziroma torej katedra, fakulteta dajala doprinos. Mi smo seveda bili v tem kontekstu, torej, majhni, vendar kljub temu, bi rekel, prepoznavni. Z osamosvojitvijo Slovenije se je seveda pokazala potreba po znanju o zunanji politiki in mednarodnih odnosih kot zelo velika. Imeli smo več, bom rekel, poudarkov, tudi katedra je rasla kadrovsko. Bili so pa, po mojem mnenju, zelo v redu, torej postavljeni poudarki, najprej vloga malih držav. Tukaj je bilo zelo veliko narejenega pod vodstvom, bi rekel, predvsem profesorja Marjana Svetličiča, ki je takrat vodil to raziskovalno skupino. In potem seveda vprašanja povezana z tekočimi vprašanji, se pravi osamosvajanje, potem seveda pridruževanje evroatlantskim integracijam, kjer so pa potem vstopali tudi nekateri drugi kolegi, že čedalje bolj aktivno, se pravi profesor Brglez, oziroma kolega docent Brglez, in še nekateri drugi. Evropske integracije, tudi mislim, da smo imeli torej v tistem času zelo aktivno kolegico Ireno Brinar. Skratka, bom rekel, kar precej imen, ki so neposredno povezana bila z temi aktualnimi vprašanji Slovenije, njene vloge v mednarodnih odnosih in konkretno zunanje politike. Kako so se pa oblikovali odnosi do sosednjih držav, predvsem mislim tu Italije, Avstrije in Hrvaške po osamosvojitvi Slovenije? Torej, tako kot smo mi to gledali, in se mi zdi, da tako nekako smo imeli kar glede tega kar konsenz, je bilo seveda to, da je bilo treba Slovenijo kot akterja okrepiti. Vsi vemo, vsi smo živeli v sicer kratkem, ampak kljub vsemu zelo močnem obdobju negotovosti, ker ni bilo jasno, kaj se bo pravzaprav Slovenijo po osamosvojitvi zgodilo. In seveda so bili nedvomno, torej zgodovinsko pogojeni tudi strahovi, torej predvsem kako bo odreagirala Italija, Avstrija do neke mere, predvsem pa se mi zdi, da Italija, in potem seveda je bilo, kar moram reči, kar nekako olajšanje, ko smo vsaj v tem prvem valu v bistvu imeli, bom rekel, neko podporo. Kljub temu pa seveda so bila na nek način malo sumničenja, kam bo to peljalo, in to se je potem seveda začelo kazati že pri učlanjevanju Slovenije v Svet Evrope, kjer je v bistvu konkretno, torej v imenu parlamentarne skupščine Sveta Evrope, italijanska delegacija se zelo zanimala za vprašanje italijanske manjšine v Sloveniji, ki veste, da je bilo seveda zgodovinsko gledano torej občutljivo.
Vsekakor pa veliko bolj potem in veliko bolj intenzivno v času slovenskega priključevanja Evropski uniji, ko so se pa začela določena pogojevanja, kjer je bilo treba preprosto razčistiti neke zgodovinske dileme in po mojem mnenju so se te dileme tudi za Slovenijo relativno ugodno razčistile. No, Italija je blokirala vstop Slovenije v Evropsko unijo, zadevo je razrešil španski kompromis, ne? Kako vi to ocenjujete? Torej, Italija je izkoristila tisto, kar je pravzaprav počela že v preteklosti recimo Francija, ko se je vključevala Velika Britanija, enostavno države članice Evropske unije so na ta način reševali z vsemi kandidatkami neke svoje zunanje politične interese oziroma tudi nacionalne interese. Italija je pač to izkoristila z enim zanimivim diskurzom, ki je bil seveda farsičen v marsičem, to je, da je se sklicevala na evropske vrednote in norme in da seveda se mora Slovenija, če želi biti članica Evropske unije, obnašati evropsko, ne. Ker mimogrede v oklepaju je seveda danes temeljni problem krize Evropske unije, ki se pozna predvsem na srednji in vzhodni Evropi. Slovenija je seveda pač tukaj morala, se mi zdi, se pač postaviti. Popolnoma jasno je bilo, da ta igra ne more biti igra ničelne vsote. Bilo je zelo veliko strahu, torej kaj bo ta španski kompromis pripeljal, predvsem v tem kontekstu, kot veste, da bodo, ne vem, Italijani pokupili praktično celo slovensko Istro. Kar se potem seveda ni zgodilo, ampak vendarle bila je to, moram reči, zelo resna zunanja politična preizkušnja, za katero je bilo kar treba nekaj hrabrosti, in se mi zdi, no, da če pogledam v celoti, seveda zgodovinske perspektive je to lažje ocenjevati, v tistem času je bilo deljen več, ampak vendarle se je zadeva po mojem mnenju rešila dokaj ustrezno, dokaj ugodno, in Slovenija je danes v kontekstu odnosov z Italijo, vsaj v tem trenutku, bom rekel, varna, ker smo skupaj člani Evropske unije in člani Zveze NATO. Torej, tukaj so ta članstva, ki so včasih morda komu kontraproduktivna oziroma problematična, se kažejo kot z vidika torej tega stabilnosti odnosov s sosedi kot dokaj koristna. Kako pa komentirate nesprejemanje avstrijske državne pogodbe? To je pa ena zelo, bom rekel, taka pereča tema, bom rekel, celotne slovenske zunanje politike, predvsem pa niti ne morda toliko zunanje politike kot take, ker tukaj je treba ločiti, ne, mi imamo zelo veliko odličnih diplomatov, ki imajo, po mojem mnenju, zelo torej široka, dobra mnenja, ampak tako bom rekel, kar generalno politike nasploh, ne. Pri nas je zelo razširjen ta diskurs, kaj bodo drugi rekli. Se pravi, v tem konkretnem primeru, kaj bo Avstrija rekla. Ne vem, zdaj, če samo na hitro narediva pač par preskokov, ne vem, recimo, Palestina, kaj bo Izrael rekel, ne vem, zdaj v zadnjem času, Tajvan, kaj bo Kitajska rekla. Nikoli se pa ne vprašamo, zelo redko, kaj pa mi porečemo na to, se pravi, kaj bo pa Slovenija rekla, ne. In v primeru avstrijske državne pogodbe se mi zdi, torej govorijo o notifikaciji in nasledstvu, se mi zdi, da so nam zelo dober, bom rekel, primer, vzgled dali Čehi, ne, ki so izhajali preprosto iz tega, da nikomur nič ne škodi, če oni to naredijo, torej unilateralno, torej podajo to svoje izjavo nasledstvo, kar so tudi storili. Svet se ni podrl, verjamem, da pač Avstrijcem to ni bilo ravno povšeči, ampak poanta je, da je Češka dala svoje mnenje, dala svoje stališče in če razmišljam, če bi se Slovenija morala v tem kontekstu povedati, da je to nekaj, kar je pomembno, in če obstaja za to nek konsens, ki ga tukaj sicer ni bilo, mislim, da ne v celoti, ampak vendarle, ne vidim razloga, zakaj ne bi tega Slovenija naredila. Mislim, da to avstrijsko-slovenskim odnosom ne bi škodovalo. Res je sicer, da so glede tega tudi mnenja deljena, celo, torej mislim, da to mnenje niti ni popolnoma enoto celo, torej v Avstriji, torej med Slovenci živečimi tam. Ampak vendarle, cela poanta se mi zdi, da je v tem, da se moramo pogovarjati o meddržavnih odnosih in država mora imeti glede tega stališče, tako kot je trenutno,
izpade, kot da mi tega stališča nimamo, in to je seveda v mednarodnih odnosih vedno slabo. Ja, no, tu bi navezal na to, katere odločitve v zunanji politiki so bile pa v teh 30 letih, po vašem mnenju, najbolj zgrešene strani Slovenije? To je zelo težko reči, zaradi tega, ker se mi zdi, da so vse nekako, torej zelo težko je reči, to je bilo dobro, to je bilo slabo. Ker vendarle mednarodni odnosi niso tako črno-beli. Omenil sem že primer Italije, ne vem, lahko bi se seveda pogovarjali tudi recimo o arbitražnem sporazumu s Hrvaško. Vse posod so seveda mnenja deljene. In seveda tisti idealen primer, kjer bi za katerokoli politiko, kar je v teoriji pomembno, da moraš za zunanje politične odločitve imeti konsens, notranji politični konsens, temu seveda vedno ni tako. Ampak po drugi strani, če pogledamo zgodovino Slovenije, tudi nobena zunanja politična odločitev ni bila torej sprejeta na tak način, da bi bila, ne vem, cela Slovenija proti. Z izjemo, moram reči, aktualne vlade, kjer pa nisem čisto prepričan, da ta aktualna vlada dela v interesu oziroma s konsenzom tako politične kot strokovne javnosti. Mislim, da če gledam v zgodovino, se mi zdi, da je to prvi res precejšen vsebinski odmik od tega, kar smo do zdaj imeli. Mi se recimo lahko, ne vem, arbitražni sporazum, če ga pogledava, seveda Slovenija je bila strokovno, politično je bila razdeljena, ampak vendarle na koncu je politika odločila, kot je odločila, na način, da je težko rekla, da je odločila proti praktično večini. In tudi težko bi lahko rekli v tistem času, da je to bila recimo strankarsko opredeljena zunanja politika. To je potencialno lahko vedno problem in tukaj se mi zdi, da se v sedanji, aktualni, torej govoriva zdaj o obdobju, ne vem, zadnjih 2 let, se v bistvu ta strankarski pridik zunanje politike izrazito čuti in nisem prepričan, da je v sozvočju z interesi tako politične, vsekakor pa tudi strokovne javnosti. Na to se bomo še vrnili. Pa zdaj vprašal, kdo od zunanjih politikih, dosedanjih ministrov zunanjih, je bil v resnici diplomat in dorasel svoji nalogi, glede na to, da na to funkcijo, ne glede na politično opcijo, naplavi ljudi po koalicijskih kalkulacijah, največkrat so to vodje koalicijskih strank. To je v resnici spomnim se enega učenega kolega, ki mi je rekel, da za zunanjo politiko, in to sicer za ta ključna mesta, torej, ki so državotvorna, potrebuješ močne politike. Tako da z tega vidika ni nujno, da je vodja neke politične stranke tudi zunanji minister, zaradi tega, ker seveda ima taka oseba v sami vladi pomembno težo. Po mojem mnenju smo imeli večje težave takrat, kadar so zunanje ministrstva vodili karierni diplomati, ker preprosto niso imeli te politične teže in je bilo zelo težko torej vzpostavljati neko svojo držo, neko svoje stališče. Bili so v bistvu pod udarom, dvojnim udarom, torej lastne hiše in seveda potem tudi, kot sem rekel, ne prevelike moči na zunaj. Tako da, zdaj pa potem seveda vprašanje, ali smo mi imeli tako močne politike, ki so seveda potem tudi navzven delovali, bom rekel tako, da smo imeli nek razlog za samozavest. Slovenija je v tem kontekstu dosegla 2 pomembna zunanja politična uspeha, če štejemo priznanje, torej ta prva 3 leta po osamosvojitvi. In to je članstvo v Zvezi NATO in članstvo v Evropski uniji in torej zunanja politiki v tistem času torej so seveda igrali pomembno vlogo in to je treba povedati zelo na glas in zelo jasno. Tudi recimo, ko gre za osebo, ki je najdlje pravzaprav bila na tem zunanje političnem položaju, torej Dimitrij Rupel, zagotovo da ne gre odrekati zaslug. Je pa res, da se je Slovenija v svoji kratkotrajni zgodovini soočala še z enim problemom, ki je pa posledica pomanjkanja izkušenj,
pomanjkanja bom rekel, zgodovinskega spomina in tudi pomanjkanje politične kulture. To pa je, da se je v Sloveniji v glavnem zunanja politika vodila relativno nekoordinirano oziroma na različnih koncih. Torej, za zunanjo politiko so se ukvarjali in predsednik vlade, in predsednik države, predsednik parlamenta in seveda zunanji minister. In te stvari niso bile nujno vedno dobro skoordinirane. V določenih primerih, in seveda to se je tudi kazalo, recimo tudi človek, ki je bil nesporno zelo pomembna zgodovinska osebnost, recimo Janez Drnovšek, je seveda v svojem, torej kasnejšem obdobju z nekaterimi izleti pravzaprav postavljal, čeprav so bili zelo, bom rekel, se pravi človekoljubni, ampak vendarle, to niso bile stvari, ki bi bile recimo ustrezno skoordinirane. In to se nam dogaja tudi danes. Ti praktično danes zelo težko govoriš, da imamo skoordinirano zunanjo politiko. In to je bil vedno problem. Recimo, če pogledamo, če pustimo za trenutek sedanjo vlado, če pogledamo recimo vlado predtem, ti si imel recimo predsednika države, ki je strokovnjak za mednarodne odnose, predsednika državnega zbora, ki je strokovnjak za mednarodne odnose, torej zunanjega ministra, ki je bil močen političen kaliber in seveda, vsak ima pač neke svoje stališča, neke svoje mnenja in seveda, to se potem, in normalno potem, predsednik vlade, ki pač misli, da mora nekaj povedati o zunanjih odnosih, ker pač je predsednik vlade, in vse to ti naredi na tako miškulanco, ki seveda potem Sloveniji kot akterjev, ko gredo ti ljudje ven in se pogovarjajo s svojimi partnerji, v bistvu ustvarjajo čuden vtis. In jaz moram reči, da sem tudi sam osebno večkrat dobil vtis, ko sem se pogovarjal s kolegi iz tujine, da jim ni bilo pravzaprav jasno, kaj je res neko stališče Slovenije in to ni najbolje. No, tudi Evropska unija ima samo deloma enotno zunanjo politiko, drugače države solirajo. Kako v tem primeru solira Slovenija? Evropska unija nima enotne zunanje politike. Evropska unija je ima velik problem, ima seveda po eni strani določene uspehe zagotovo Evropski uniji kaže pripisati, tudi politične, prvi jedrski dogovor z Iranom absolutno imela zelo veliko vlogo. Soliranja je pa zelo veliko. In tudi tisto, s čemer sva začela, je pravzaprav to, da je bil vsem, tudi Sloveniji, v bistvu usiljen ta socializacijski moment, da se moramo pač obnašati po nekih evropskih normah in vrednotah. Temu je bilo pravzaprav so bila posvečena vsa 90. in potem tudi prva polovica, torej let po 2000, in Slovenija je bila del tega. A veste, če ti rečeš, in je o tem govori literatura, da je bila Slovenija pridna učenka, a veste, to se po eni strani mogoče nam zdi super, ker pač smo pač naredili domačo nalogo, je pa zelo pokroviteljsko. Se pravi, vi nič ne znate in zdaj smo vas pač pripeljali do tukaj, smo vas pripeljali. Zdaj smo mi v situaciji, kjer ne gre samo za soliranje Slovenije, se pravi, tukaj praktično solira Madžarska, praktično solira Poljska, Češka, in vsi pravzaprav imajo enotno platformo, zakaj to počnejo. In ta platforma je, kdo ste vi, da nam ukazujete. Zdaj ste nam ukazovali vsa ta leta, zdaj pač se upravičujemo, ampak to pač ne gre več. In če imamo mi različno mnenje, stališče do migrantov, ga pač imamo. Če imamo mi različno stališče do ne vem katerega koli zunanje političnega problema, ga pač imamo. In tu nam ne morete nič. In ta zadeva je pripeljala do točke, ko seveda zunanje politično gledano je Evropska unija v precejšnjih težavah. Tudi sedanja situacija okrog Ukrajine, recimo od samega začetka, od leta 2014 ni imela konsenza. In tukaj bi rekel, torej soliranje Slovenije se, spet bom rekel, veliko bolj občuti v sedanjem času, torej v času te zadnje vlade, ker se je ta vlada nedvomno opredelila za to srednjeevropsko, višegrajsko, bom rekel, torej skupino. Prej je Slovenija delovala bistveno bolj proevropsko, bistveno bolj, torej ta ideja okoli pridružitve nemško-francoskemu vlaku ni bila strte zvita, slišala se je sicer zelo naivno,
predsednik Pahor je bil tisti, ki je to posebej izpostavljal, ampak zadeva je imela svojo podlago. Podlaga pa je, da seveda evropska integracija ni brez Francije in Nemčije, to je dejstvo. In Slovenija je v tem kontekstu izpolnjevala neko nišo, ki je bila za njo zelo pomembna, plus tega smo pa mi seveda po drugi strani tudi v Evropi imeli določen status. Mi smo si ga deloma seveda na vides, bom rekel, pokvarili, s tem, ko smo pogojevali članstvo Hrvaške v Evropski uniji z rešitvijo torej predmorske in kopenske meje. Po eni strani in po drugi strani seveda z problemom, tako zvanim problemom izbrisanih, kjer torej tudi, bom rekel, normativno nismo bili ravno evropski, ampak, če odštejemo primer izbrisanih, ki je bil potem rešen na Evropskem sodišču za človekove pravice, smo mi tam, ko govoriva o mejnem vprašanju, postavili svoje stališče. V tem kontekstu ni bilo nič drugače, kot so delali ostali. Se pravi, soliranje odvisno od konteksta. Se pravi, v enem kontekstu, če vzamemo pogajanja, širitev, je Slovenija ni naredila nič razlog, ker niso delale druge države, hkrati je pa vodila to francosko-nemško linijo. Soliranje v sedanjem sistemu v bistvu pa pomeni, da Slovenija v resnici postavlja prave probleme. Jaz mislim, da to pokroviteljstvo je problematično, ampak po drugi strani si pa nihče ne želi, da ta diskurs postane destruktiven. In jaz mislim, da smo zdaj na točki, ko dejansko postaja destruktiven, ker izgubljamo širšo sliko. Ker mi, posamezne države, vse države članice, vsaka zase niso absolutno nič. V širšem pogledu, in to bi rad posebej poudaril, v širšem pogledu v bistvu imamo mi akterje, kot so Kitajska, Amerika, Rusija, in Indija, in potem imamo seveda to Evropo, ki je sicer relativno dobro razvita, ampak je v bistvu razparcelirana na prav faktorje. Zdaj gre to še naprej na ta način in gledano širše, v bistvu Evropa s takim načinom, s takim soliranjem izgublja. Zdaj smo mi del te zgodbe in jaz mislim osebno seveda, da se mi pluvamo v lastno sklero. Ste omenili Rusijo zdaj v tem odgovoru. Stališča do Rusije so vsekako različna. Vprašanje je, zakaj jih je Slovenija spreminjala? Zdaj spreminjala, to je zdaj najprej vprašanje, koliko oziroma na kakšen način jih je spreminjala. Tukaj so različni diskurzi, različne debate, od tega nekega tradicionalnega zavezništva do zgodovinske povezave, zelo veliko seveda tudi govora o tem simbolu prijateljstva, tej tako zvani ruski kapelici. Tukaj se mi zdi, da imamo morda tudi generalno gledano še premalo znanja, tudi kako pravzaprav je prišlo do te ruske kapelice in tako naprej. Sam moram reči, da se v tem kontekstu učim, ravno včeraj sem imel na to temo pogovor z enim učenim kolegom na to temo, ampak mislim, da ne, da torej Slovenija, torej ko govorimo o spreminjajočem se odnosu, je po mojem mnenju torej Slovenija imela oziroma je bila zelo seveda to zelo pogojeno seveda z našim članstvom v Zvezi NATO in v Evropski uniji. Mi smo seveda potem poskušali nekako še vedno imeti neko svojo, linijo, recimo za časa zunanjega ministra Erjavca. Njemu se zelo očita proruskost. Tukaj je pravzaprav zelo težko videti, kaj pravzaprav je bilo takega, kar je bilo torej s tem povezano, vsaj po mojem mnenju. Jaz mislim, da mi nikoli nismo bili antiruski, nikoli nismo bili proruski. Politika, ki bi jo pa seveda človek svetoval, je pa dvojna. Prvič, zelo jasno dati vedeti, spet govorijo o postavice zase, zelo jasno povedati, kdaj gre za eklatantno kršitev mednarodnega prava, kar recimo v tem primeru Krim je, in kdaj je treba Rusijo tudi razumeti. Se pravi, da se nekako gremo ven iz tega izrazito enostranskega poročanja, kjer je marsikaj res, marsikaj pa tudi ne. In recimo ena stvar, ki je zblazno pogrešana v naših debatah o Rusiji, je dejansko njen geopolitični instinkt. Torej, zakaj je prišlo do Ukrajine kot take, kaj ima s tem veze v bistvu zgodovinsko gledano, torej vloga Rusije v Evropi, kakšen odnos, ambivalenten odnos je imela Rusija do Evrope v 90-ih letih, recimo, ko je Rusija bila v resnici ne samo ranljiva, kot pravijo, ampak tudi pripravljena na sodelovanje z Zahodne Evrope, pa to ni bilo izkoriščeno, oziroma tukaj pa je bil na nek način diktat, bom rekel, vzhodnoevropskih držav, tisti, ki je prevladal, da se je NATO začel širiti. Slika je kompleksna, slika je širša. In jaz mislim, da je seveda fenomen
fenomen Putina, ne, in fenomen obsedenosti naše za vso to situacijo, kot je spet, bom rekel, torej v pretežni meri kriva Evropa. Tako da, ne, in jaz v bistvu spravim, prav nekih odklonov nisem videl, je pa dejansko, podpiram pa vsako stališče, ki jasno sporoči komorkoli, ki pride v Slovenijo, pa naj bo to Putin, da je seveda to, kar se je zgodilo z Ukrajino 2014, da je to absolutno kršenje mednarodnega prava, tudi v kontekstu, mi vas razumemo, vemo, kaj delate, ampak te stvari se da morda narediti tudi drugače. Kako je pa s priznavanjem drugim enake pravice, kot smo jih zahtevali zase, mislim, v Sloveniji, ne? Tudi v EU politika glede tega ni enotna, ne? Razen pri Kataloniji, naprimer, vprašanje Palestine. Enako je pri NATO. Eno je NATO obstopil, drugo pa v kaj se je sedaj razvil, ne? In zakaj je Slovenija pri tem sodelovala tudi pri akcijah, kjer je celo NATO se ni hotel vplesti, recimo primer Vilenijske izjave? Ja, torej, dejstvo je, da mi določene stvari seveda hitro pozabimo, ne? In ne vem, koliko javnost ve, ne? Ampak v resnici so, če mene spomine vara, me lahko popravite, mislim, da so nas prvi priznali oziroma nas v bistvu zavidali, bom rekel, Katalonci. Ne, oni so takrat v bistvu zelo hitro pač nam dali vedeti, ne, da so seveda to sanje, ki si jih tudi oni želijo. In v resnici sem prepričan, da v tistem času smo bili mi zadovoljni s tem, kdorkoli nas je priznal, kdorkoli nam je kaj lepega povedal. Ne. In jaz se spomnim, da seveda ne, je bila takrat Katalonija, celo bom rekel, za marsikoga odkritja. Ne. In imeli svojo zastavo in tako naprej. Ne. Torej, in zdaj seveda, ne, bom rekel, spet dve plati cele zgodbe. Ne. Eno je, da jaz osebno tudi sem prepričan, da mi ne smemo nikoli pozabiti lastne zgodovine. Lastna zgodovina naša je bila, mi smo se odločili za samostojnost in to ni bila enostavna odločitev, predvsem je bila pa odločitev polna negotovosti. Mi moramo to spoštovati. Se pravi, omogočiti oziroma zagovarjati tudi v bistvu, bom rekel, podobne težnje drugod. Ne. Ob upoštevanju realnosti tukaj pa obstaja stroka. Se pravi, Katalonija recimo ni enoznačna zgodba. Ne. Katalonija je pač danes v situaciji, kakršni je, taka, da seveda je očitno zelo težko doseči, bom rekel, eno ogromno, 75%, ne vem, kakorkoli velik konsenz za to, da se Katalonija odcepi. To je problem, ker te vedno mora zanimati tudi tisti, ki pač so proti temu. Ne. Palestina. Ne. Palestina je žalostna zgodba. Palestina je žalostna zgodba zaradi tega, ker v resnici, ne, kot se zdaj čedalje bolj vidi, ne, je v resnici vedno bila zgolj nek izgovor za realiziranje nacionalnih interesov drugih, ne Palestine. A veste, če v vseh teh letih, ne, mi recimo imamo situacijo, v kateri Palestina priznava 138 držav, ampak v resnici, ne, hkrati, ne, pa so začele, ne, torej te arabske države se intenzivno povezovati z Izraelom. V resnici naenkrat izkaže se, da neka Trumpova robustna proizraelska politika niti ni bila tako problematična med arabskimi državami in seveda to je boleče. Ne, ampak še vedno pa obstaja ta faktor teh 138 držav in razlog, zakaj pravzaprav priznavajo Palestino. V Evropski uniji imamo tako državo, torej to je Švedska, in jaz mislim tudi, da bila je Slovenija, se mi zdi, že dosti blizu neki tej ideji, da bi vendarle Palestino priznali. In iz načelnih razlogov jaz v bistvu moram reči, da ne vidim ovire, zakaj ne bi. Jaz tudi mislim, da tudi danes, kljub vsemu, kar se dogaja s Palestino, mi nismo še vedno, bom rekel, v zaostanku zgodovino. Ko rečem, kaj se dogaja, ne mislim samo torej, arabskih držav, ne mislim samo Izraela, mislim tudi na samo Palestino, ki je v resnici torej, razdeljena na dva dela, nima praktične enote vlade. Njena, to veste, ne, 15 let se ni sestal njihov parlament, torej popolnoma disfunkcionalna država in ne vidiš neke pametne prihodnosti, sploh glede na to, kako zadeve delujejo znotraj države, ampak vendarle, ne, mi se pogovarjamo o nekem načelu, o nekih dogovorih, ki nikoli niso bili spoštovani. In, kot sem rekel, 138 držav jo priznava. To je celo drugače, ker je žalostno, ne? Ker mi imamo to druge primere, Zahodna Sahara. Ne? Zahodna Sahara je tudi primer tega, čemu se reče nedokončane dekolonizacije in je tudi bila podvržena, bom rekel, precej brutalni politiki strani Maroka.
ki je nihče ni ustavil in je danes tudi, recimo, tudi tukaj se vidi, da Evropska unija v resnici popušča Maroku. Ampak recimo tam je tudi vprašanje priznavanja Zahodne Sahare, tam je recimo zanimivo, tam v resnici je zelo, tam je recimo zelo niha, neki držav priznava, pa se premisli, pa prizna, pa se premisli, pri čemer niti med Zahodno Saharo in Palestino ni medsebojnega priznanja. A veste, to so te razne malenkosti, ki jih ne smemo spustiti z vida. In konec koncev, tisto, kar tudi v zadnjem času poudarjam, teh primerov ni, s tem se ni končalo. Torej, primer, ki se mi zdi zelo značilen in ki bo prej slej prišel ven, je recimo vprašanje Somalilanda, ki je tudi ena taka zgodba, kjer se pač ena regija pač želi osamosvojiti, ima celo zgodovinske razloge za to, zelo tehtne razloge, in ko se bo treba odločiti, ali je to, ali mislimo, da torej so oni v podobnem položaju, kot smo bili mi, in bi pravzaprav mogli ponuditi roko in reči, da pač mi mislimo tudi, da je to primer, kjer se kaže izpostaviti. V enem stavku torej, jaz mislim, da zaradi lastne zgodovine je prav in nujno, da se okoli teh stvari izrečemo in izrečemo jasno za podporo težnjem ljudi v danih situacijah, ker nam vedno znova manjka, ob strokovni presoji, kaj so pravzaprav tudi tiste druge stvari, ki jih moramo v tem kontekstu razumeti. Samo površinsko ni dobro, površinsko razlaganje stvari in površinsko sprejemanje mnenj ni dobro ne za državo, ne za stroko, predvsem pa nujno povedano, torej zunanja politika se ne vodi samo na ravni državnikov, vodi se tudi na ravni diplomatov in v teh neformalnih stikih mi dobimo vtis, drugi tujci dobijo v nas vtis. Če mi imamo znanje, če malo poskušam ponazoriti, seveda mi smo za to pa to priznanje, ampak vendarle je treba vedeti, A, B, C, D, E, F, G, in recimo našteješ neke zgodovinske in druge fakte, ki jih morda druga stran niti ne ve, te zraste ugled, te zraste teža. In kar naenkrat se ti da beseda, kar naenkrat si, panelist na tem ali onem srečanju. Tukaj se mi zdi tudi, da da mogoče se malo premalo naredi. No, pejmo še malo na gospodarske zadeve, ker Slovenija naj bi v zunanji politiki sledila predvsem gospodarskim interesom. Mnogokrat pa dela v nasprotju z njimi, ne nazadnje tudi kar zadeva turizem. Turistična država pač ne proda letališča nekomu drugemu in mu pripusti, da on odloča o prometnih tokovih. Kaj menite vi? Tukaj se moram strinjati, jaz nisem ekonomist seveda, ampak je pa ravno pred kratkim zelo ugleden ekonomist rekel, bil zelo jasen, kar se tega tiče, tudi osebno zelo, zelo cenim. Pa ga ne bom citirati za tega, da ne bo slučajno kakšna stvar bila narobe razumljena, ampak vsekakor je zelo znan in je v bistvu zelo jasno dal vedeti, da v resnici so to bile strateške napake. In to se danes tudi pozna. Torej, zelo je opozarjal na to, ne samo torej, da smo prodali letališče, tudi da smo v bistvu se odrekli lastnemu nacionalnemu prevozniku in to je ekonomist, to ni nek politik, se pravi človek, ki, če bi ga dobil, pač mogoče bolj resno vprašal, verjetno so rešitve bile. Še enkrat poudarjam, zelo pomemben in ugleden človek, ne lev, ne desen, še to moram povedati. In se mi zdi, da ima prav, da se to danes to empirično vidi. Slovenije praktično na zemljevidu ni. Če se pogovarja o popularni kulturi, če človek gleda recimo koncerte največjih zvezd, vse gre mimo Slovenije. Zagreb, tle se zadeva ustavi. Potem pogledaš, Avstrija, Češka, Poljska, Madžarska, vse top koncerti se tam odvijajo. Se pravi, v Slovenijo pridejo res, bom rekel, ostareli rockerji ali pa tisti nekako, če imajo tako logistiko, da lahko z avtobusom se pridrajsa recimo iz te ali one sosednje države. Turizem, glejte, mi smo organizirali Fakulteta za družbene vede oziroma Katedra za mednarodne odnose in njen raziskovalni center, sta leta 2008 organizirala mednarodno konferenco za strokovnjake z vsega sveta mednarodnih odnosov. Mi smo imeli takrat 1107 udeležencev iz 71 držav, 70 oziroma 71 držav, eden ni mogel priti zaradi državnega udara v njegovi državi, pomislite. Ampak torej iz
71 oziroma 70 držav vseh kontinentov, v tistem času, danes ni variante. Torej, mi smo v tistem času imeli povezave iz Nemčije, iz Švice, iz Francije, iz Rusije, iz Turčije, direktne povezave. Danes to, seveda tudi lastnega prevoznika, normalno, vi veste recimo, da zdaj mi praktično ne moreš, včasih se dela samo po sebi umevno, da bo šel z Adrie v Prištino. Danes greš ti v Prištino preko, ne vem, Dunaja, česarkoli že. Glejte, mi danes take konference, ki mimogrede je daleč največja konferenca, po mojem mnenju, na področju družboslovja v Sloveniji bila organizirana, in predvsem govorim število ljudi in število držav, ki so bile prisotne. Mi v bistvu danes take konference niti v sanjah ne bi mogli organizirati. To je za mene plastičen prikaz tega, kaj smo mi naredili s tem, ko smo prodali letališče in kaj smo naredili s tem, ko smo v bistvu razformirali lastno nacionalno družbo. Mi smo se pravzaprav na nek način, torej ali predali v bistvu tujim interesom ali torej še bolj pomembno, pravzaprav popolnoma pozabili na širšo sliko, naše interese, kaj to pomeni za nas. In pazite, ker se mi zdi to zelo pomembno, mi smo, vse to, kar se nam zdaj dogaja, če pomislite, mi se pogovarjamo o par letih. Mi se ne pogovarjamo o 30 letih. Se v par letih mi se pred našimi očmi se Slovenija turistično gledano v bistvu poglablja, torej mora iskati alternative, kako to nadomestiti, ni pa to zelo enostavno. Kam v Evropi se mi sploh uvrščamo? Ali imamo kakšne zaveznike sploh, skupne interese s kakšno skupino držav? Ja, to je pa v bistvu zelo zanimivo vprašanje zato, ker se z istimi problemi ukvarjajo in Avstrijci in v bistvu tudi Irci. Se pravi, veste, to so neke skupine, so v bistvu naravno povezave, zgodovinsko gledano. In ne vem, recimo Skandinavci. Avstrija ima seveda problem, zaradi tega, ker je pač bila nekoč Avstro-Ogrska, ker je bil imperij in zdaj z nekdanjimi imperatorji glih ne sodeluješ, oziroma imaš slabe izkušnje. Slovenija je imela naravno zaledje v bivši Jugoslaviji, kakorkoli obrnemo. Slovenija je takrat imela ugled, Slovenija je v marsičem bila spoštovana država in mi smo se temu v bistvu v začetku, smo se mi temu obrnili stran, mi smo šli stran od tega, kar so nam tudi v literaturi nekateri zelo jasno učitali. Torej, da seveda je bilo to, bom rekel tako zelo diplomatsko rečeno, dokaj nenaravno. In potem seveda se je, potem kot vemo, tudi na zunanje politični ravni se je izvršil na nek tak pritisk, da mi vendarle ne moramo kar pozabiti bivše Jugoslavijo ali če hočete Zahodnega Balkana, da seveda ne moremo kar čez noč postati Zahodna Evropa, kar je tudi logično. In seveda se v tem času pač nekako nismo torej uvrstili, oziroma nismo znali umestiti. Nekateri kolegi iz zunanjega ministrstva, torej ugledni diplomati, nekako so prepričani, da mi nekako spadamo v ta srednjeevropski prostor. Zdaj, jaz bom tako rekel, morda pa tudi ne. Zdaj, če jaz recimo iz svojih izkušenj govorim, torej ljudje, ki so strokovnjaki in ki poznajo, oni, torej ja, kot partner to zagotovo, ampak recimo kot del neke višje rajske skupine, pa nimam ravno občutka v tem trenutku, da bi bili torej nekako del oziroma integralni del, kar se tudi ne nazadnje kaže. Tudi v teh 2 letih nisem zasledil, da bi postala neka huda pobuda, da bi Slovenija kljub vsem zavezništvom postala del te skupine. Tako da, jaz mislim, da mi naravnih zaveznikov nimamo, kar je v bistvu, če gledam tako z tega konvencionalnega vidika, seveda slabo. Po drugi strani je pa to lahko tudi priložnost. Priložnost zaradi tega, ker smo mala država je ponovadi zelo fleksibilna država, ki lahko v bistvu zunanjo politiko dela tudi po nekih skupnih projektih. Vidimo, kje so recimo naše primerjalne prednosti in poskušamo to izkoristiti. Recimo za mene, meni se zdi, da je ena iz očitnih, evidentnih primerjalnih prednosti, kjer mi lahko naredimo razliko, so recimo vode. In vi vidite, kaj se je recimo v zadnjem času dogajalo, recimo referendum, kar se teh, recimo, da se vam povem, če se iskreno, ta referendum glede vod je bil tudi, čeprav seveda se o tem ni govorilo, izjemno pomembna zunanja politična odločitev. Mi moramo na tem področju biti igralci. In to so tiste naše recimo neke niše, kjer mi lahko vplivamo in kjer se nas lahko posluša. In to je za nas pomembno. Skratka, da mi v sedanji situaciji, kot je, da mi poskušamo
skušamo nekako postati na tak način nepogrešljivi. Ne? Zdaj, ne? Boste rekel, ne? Če se mi vrnemo zdaj, ne vem, na neko obdobje hladne vojne ali kakorkoli, recimo, ali še pred tem 19. stoletje, začetek 20. Ko pridemo na točko, ko bo treba iskati pač povezave, ko smo enkrat v tej položaju, ne bo zelo jasno. To pomeni, da odpade globalizacija, to pomeni, da odpade v bistvu medsebojno povezovanje na gospodarskem področju, zadeve prevzame v roke visoka politika, v tem trenutku odpade kakršnokoli razmišljanje o nekih zavezništvih, mi smo takrat v bistvu država drugega ali tretjega razreda, enako velja za Hrvaško. Recimo Hrvaška, če pomislimo, Hrvaška ima pač fenomenalno obalo, ki je bila še nedolgo ta časa tega deloma italijanska, torej bila avstroogrska oziroma italijanska, a veste, v neki popolnem resetiranju sveta, v katerem se začnejo črtati nove meje, tudi recimo tistih 1000 kilometrov obale postane relativno. Mi si tega nočemo, mi si tega ne želimo, mi moramo ustrajati tudi zaradi tega, mi gre doskrat, moram reči, na živce ta brutalen antievropski diskurs. Naš diskurs je vladavina prava, naš diskurs so človekove pravice, ne samo na papirju, tudi sedanja vladna strategija zelo veliko govori o človekovih pravicah, ampak v resnici, v dejanjih se seveda to ne vidi in če mi ne dajemo zgled na notranje političnem področju in na zunanje političnem področju, mi zgodbe nimamo. In zgodbe pa iščemo tam, kjer res lahko imamo, kjer res lahko damo neke ekspertize, v tem primeru, torej, kot sem rekel, vode, in ne nazadnje, nisem ekspert, ampak vendarle, pri teh nekih novih tehnologijah, zakaj ne umetna inteligenca, če imamo znanje. To je naša zunanja politika, na katero bi človek mogel računati. Na zavezništva, s kom smo lahko naravni partnerji, v resnici, kot vidite, si stvari še dodatno zapletamo, znamo zaplesti po narodnosti ali kakorkoli drugače tudi na Zahodnem Balkanu. To niso fajn zgodbe in jaz osebno stavim na tisto, kjer smo res dobri, kjer res stvari poznamo in ne razmišljamo o teh konvencionalnih vidikih, ko pa enkrat do tega pride, pa tako ali tako ne bomo imeli veliko besede, nažalost. Omenili ste ta referendum o vodi kot pomembno zunanje politično sporočilo tudi, ampak mene zanima, zakaj Slovenija kot suverena država ne more imeti več lastnih stališč do pomembnih vprašanj. Denimo leta 1998 je bilo v OZN, nismo podprli pobude za odpravo jedrskega orožja. Mi smo bili takrat člani ene skupine držav, ki je pravzaprav nekako zagovarjala svet brez jedrskega orožja in bili smo med ustanovitelji te skupine. In takrat je prišlo torej do razkola med tem, kako se je stvar videla v New Yorku, in med tem, kako smo zadevo videli v Sloveniji. Se pravi, takrat je bila stvar naslednja, ta zgodba okoli jedrske, torej okoli te skupine v Združenih narodih je sovpadala z našim učlanjevanjem v Zvezo NATO in je bilo tako zelo jasno sporočeno tudi v Združenih narodih, zelo jasno sporočeno strani predvsem ZDA, da če mi želimo biti Zveza NATO, potem seveda ne moremo pristopati k tovrstnim iniciativam. Mislim, da je bilo še takrat, in to je bilo potem seveda, kolikor vem, je to seveda potem tudi na ravni vlade bilo zelo jasno sporočeno in mi smo se iz te koalicije mogli umakniti, ker je bilo seveda pospremljeno spet v tistem kontekstu, veste, se lahko vi doma zmenite, pa potem se vključujete, ne moreš še tako malo per partes, ampak kar je pomembno so dve stvari. Prvič je ta, da jaz to pripisujem ne samo zavesti v tistem času, mi smo vendarle takrat še bili 8 let stara država, po drugi strani pa seveda tudi šola. Šola v tem kontekstu, zakaj pravzaprav kaj pravzaprav narobe s tem, če si želimo svet brez jedrskega orožja. Ali si tega ne želijo tudi ZDA? Ali se tega ne želi tudi Zveza NATO? Mi imamo danes situacijo, v kateri je določeno število držav, ki imajo toliko jedrskih konic, da v bistvu lahko zasenčijo, sesujejo celoten svet. A je to naš interes? Se pravi, ali mi prispevamo k Zvezi NATO v sodelovanju, torej v delovanju, v neki misiji te Zveze NATO, tudi na ta način, da zagovarjamo neko politiko, ki se ji hoče tudi Zveza NATO odpovedati, se pravi odpovedati v kontekstu, ne želi uporabljati jedrskih konic. Kaj je narobe s tem? Tako da recimo to vrsto hrabrost in takrat je bilo neke razprave okrog
tega tudi v Sloveniji, češ, malo si pa sramoto delamo, ampak to, kar sem prej rekel, mi zgodbe ne znamo postaviti. Ko gremo v eno stvar, ko se vi in jaz odločimo, da se bomo o nečem pogovarjali ali prepirali, moramo seveda imeti neko stališče, ki je ne samo stališče, bom zdaj rekel, pa z nobeno želitvijo do kavarn, ampak kavarniško, ampak da veva torej, zakaj se nečesa lotimo. Se pravi, če gre Slovenija v antijedrsko pobudo, zakaj gre tja? Kaj je v Sloveniji interesu? Ali je to dvoje v sozvočju Zvezo NATO? Po mojem mnenju seveda je, ker mi smo torej Zveza NATO, je pa kaj? Zveza NATO je del inštituta kolektivne varnosti. Bistvo inštituta kolektivne varnosti je, in to je seveda inštitut, ki je sprejet na globalni ravni, to je inštitut v bistvu Organizacije združenih narodov, je, da se nobena država na tem svetu ne sme počutiti ogroženo. Kaj je v tem slabega? No, tu se zastavlja vprašanje, koliko ima Slovenija sploh vpliva pri oblikovanju stališč NATO, in tudi predvsem pa Evropske unije. Na strankarskem nivoju, recimo vsaj v Evropski ljudski stranki, se zdi, da ima kar precej vpliva. Tukaj spet se mi zdi treba nekako iti majčkeno bolj v globino in sicer tako bom rekel, se pravi, če gledamo procese odločanja v Evropski uniji, ki so majčkeno bolj kompleksni, pri Zvezi NATO vendarle se pogovarjamo o klasični medvladni organizaciji, kjer v bistvu so države tiste, ki v resnici odločajo. Ampak v Evropski uniji je pa tako, tam je pa v bistvu strankarsko, pa državno izrazito prepleteno. In to je prepleteno ne samo v komisiji, to je prepleteno tudi v Evropskem parlamentu. A veste, ta ideja, da v Evropskem parlamentu da se pa spoštuje volja volivcev, ja, ampak v resnici je tam tudi volja strank, pa tudi volja držav, se pravi, tudi ni nepomembno, kdo iz EPP-ja, iz kjer države prihaja. To je vse povezano, tako da v resnici, bom tako rekel, za to vprašanje bi jaz poskušal odgovoriti na ta način. Mi lahko imamo vpliv, če imamo kadre, ki so na pravih mestih. Za enega, pa spet ne bom povedal imena, ampak v bistvu za enega izmed pomembnih politikov iz tujine v resnici se govori, da marsikaj tega, kar on naredi, v bistvu naredi ravno zaradi strankarskih povezav. Se pravi, ima to linijo in preko te linije v bistvu lahko ogromno naredi. Se pravi, ne rabi, kljub temu, da ta država recimo načeloma nima nekega velikega vpliva na, tako bom rekel, na površini, v bistvu lahko znotraj v bistvu zelo velik naredi preko poznanstv. In jaz mislim, da imamo mi tukaj problem. Se pravi, da recimo nekak ta moment, če gledam celotno zgodovino članstva Evropske unije, v bistvu je ta moment nekako bil zanemarjan. Glejte, mi imamo recimo določene ko ti kadriraš, se pravi, ko se kadrirajo določeni kadri v Evropsko unijo, pri nas, nažalost, je najprej in predvsem pomembna strankarska knjižica. Nima veze, si ti sposoben, nima veze, koliko ti jezikov govoriš, nič. Pomembna je strankarska knjižica. In takrat, ko se to zgodi, seveda takoj v bistvu si spocekaš noge. Druga stvar, ki je pa ta moment, se pravi, da ko se pogovarjamo o strankah, in njihovemu vplivu, je pa seveda tudi potem vprašanje, ali si ti vpliven za svojo stranko, ali si vpliven za Slovenijo. In primer, ki sem ga prej omenil, tistega državnika, tam je popolnoma jasno, da ta gospod dela za stranko, tudi za državo. Zelo jasno. V našem primeru, glede na, to bom rekel spet na aktualno vlado, nimam tega občutka in to je tisto, kar me stalno moti. In a veste, zdaj, če se pa zdaj pogovarjamo o vplivnosti, jaz nisem prepričan, oziroma mi je popolnoma jasno, bom kar direkt povedal, da naši politiki nimajo nekega hudega, težkega vpliva v Evropi. Se pravi, ne vem, recimo, torej, iz kupa razlogov, če bi ga imeli, recimo, če bi imeli res tako močen vpliv, se recimo ne bi zgodilo to, kar se je zgodilo ob slovenskem predsedovanju, ko je v bistvu Slovenija pristala na dnevnem redu plenarne razprave Evropskega parlamenta. Če je naša vlada
in njen strankarski aparat tako močen, tega nikoli ne bi bilo v Evropskem parlamentu. Po mojem prepričanju, lahko da se motim, ampak dejstvo je, da se je to zgodilo prvič. Dejstvo je, da so bile v podobnem položaju tudi druge države, pa do tega nikoli ni prišlo. To vam pove vse, ali pa saj meni pove vse o tem, o kakšnem vplivu se pogovarjamo, ne samo na državni ravni, ampak tudi na, bom rekel, strankarski ravni, pri čemer, še enkrat, kar me zelo, zelo moti, in to se bo preslej, se že kaže in se bo še bolj kazalo zgodovinsko, to, da mi nismo sposobni preseči teh strankarskih okvirjev, sodelovanja s prijatelji, znanci, tistimi, ki so zaslužni, da smo prišli na neke pozicije, in v bistvu postaviti in se v bistvu torej uveljavljati meritokracijo, ker je to v interesu države, tudi recimo če hočete nek zadrt politik, leve ali desne politike, bo izgledal boljše, če bo navzven, tudi če je ta z nasprotne stranke, če ga bo ta dobro predstavljal. Vsi izgledamo super. Ampak tega miselnega premika preprosto pri nas ni in zaradi tega se mi zdi, da tudi ta naša zunanja politika je v marsičem provincionalna in se tudi na račun, torej pravim, da je škoda zaradi tega, ker imamo, jaz mislim, da dosti soliden diplomatsko ekipo, ki pa ravno zaradi tovrstnih, bom rekel, pritlehnosti, provincionalnosti, mikrozgodb, ki se delajo zato, da narediš uslugo enemu, dvema ljudema, brez da razmišljaš o državi kot celoti, v resnici ne pride do izraza. Ja, ste naslikali precej črno sliko, kjer kar dejansko je, po tem zadnjem predsedovanju. Če vas smem prekiniti, lejte, ne črna slika, niti ne gre za črno, daleč od tega. Jaz recimo, ko študentom govorim, študentom nikoli ne slikam črne slike, jaz jim govorim o potencialih. Jaz mislim, da ta država ima zelo veliko potenciala, jaz mislim, da ta država zelo dobro izobražuje, in jaz mislim, da ta država tudi ima zelo veliko izkušenj ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ki so pripravljeni delati, če imajo to možnost. Se pravi, gre samo za vprašanje, ali smo mi kot država, jaz nikoli ne rečem recimo, da smo mi majhna država, jaz nikoli ne rečem, da smo mi mala država, jaz rečem, da smo mi država s potencialom. Vse, kar je samo ta potencial izkoristiti, zaupati. Če recimo se jaz z nekom politično ne strinjam, ali bom jaz zaradi tega šel to osebo tožariti navzven, razen seveda, če mi bo kršil človekove pravice, potem tako nimam izbire, ne nazadnje so za to inštitucije. Ampak, če mi ta oseba zaupa, da grem jaz recimo v neko, ne vem, ali mednarodno organizacijo, neko inštitucijo ali nek projekt, on mi zaupa in mi reče, glej, pač se ne strinjava, ampak tu pa tudi rabim. Veste, kako se tukaj miselni tok spremeni? Če imaš pa ti že v osnovi, da te nekdo recimo, bom rekel, škartira samo zato, ker razmišlja drugače, vam bom povedal en primer. Recimo z zunanjim ministrom nekdanjim Ruplom, midva recimo ni, jaz sem tudi recimo znal biti kritičen tudi javno, ampak recimo, on me je dal v svoj strateški svet. To recimo se mi je zdelo takrat, torej, mogoče bi kakšno rekel izpod časti, bi pa celo odklonil. Meni se zdelo to v časti, zaradi tega, ker je šlo to za Slovenijo. In, a veste, ko se mi pogovarjamo o ekipi, jaz se tudi recimo, ne vem, a veste, igrava recimo košarko, jaz se mogoče z vami osebnostno ne strinjam najboljš, ampak v bistvu, če ste vi dober center, lejte, vi boste v moji ekipi tako ali drugače. No, ali bi lahko tu zdaj rekli, ali je navedli kakšno dobro zgodbo ali pa neko pozitivno zgodbo, s katero je Slovenija nastopila v zunanji politiki. A imamo kakšno tako zgodbo? Ki bi bila v dobrobit recimo celotne Evropske unije, recimo. Zdaj, kot sem rekel, jaz mislim, da mi lahko, in smo tudi, torej se mi zdi, dost veliko delali in tudi delamo, se mi zdi, na področju voda, na področju v bistvu tudi otrok, se pravi, tukaj se mi zdi, da so neke tudi imamo, ne vem, ne nazadnje, torej se poskušamo torej angažirati kot nek akter tudi na področju razvoja, in nimamo pa, seveda, nimamo pa Ikeje, nimamo, ne vem, kaj se, ne vem, Nokia ali kogarkoli že, od teh velikih brendov, se pravi, brendiramo se, naj bi se brendirali tudi kot država, ki zelo skrbi za okolje, kot neka turistična destinacija, o tem so že govorila. Tam, kjer se mi pa zdi, da res, govorila so o potencialih, tam, kjer se mi pa recimo res zdi, da pa morda tega v bistvu teh potencialov ne izkoriščamo, je pa kultura.
Ne? Mi zelo veliko govorimo jaz sem recimo se spomnim, ko je bilo le od začetku 90-ih, ne? Kaj je tisto recimo, ne, kar je za Slovenijo pomembno, prva stvar, ki jo pomislijo, ne, kot samostojni, v New York Times je prišel en novinar in se mi streljal, ko izstopa jezik. Ne. A veste, in ta kultura, ne, veliko držav da zelo veliko, zakaj? Torej, da veliko na to kulturo in poskuša pač nekako omogočiti, da iz vseh teh raznih, a veste, semenčic nekaj zraste. Ne? Recimo, ne vem, ne? Koreja je sicer velika država, ne? Ampak Koreja je v bistvu ratala svetovna velesila s čem? Ne? Z tem K-popom. Ne? In a veste, vsi naenkrat vemo, kaj Koreja je, Korejščino se učijo in tako naprej. Ne? Glejte, mi imamo pri nas recimo, ne, mi smo imeli svoje čase, ne, kulturni konzulat, oziroma konzulat v New Yorku, ne, ki je v resnici, če sem jaz prav zastopil, nisem bil sicer tako posvečen, ampak me daje zelo veliko pomenu našim kulturnikom, recimo, da so se predstavljali v ZDA. Ne. In druga stvar, pa vidiš, ne, recimo, določene stvari, ki jih jaz tudi ne moram razumeti. Recimo, ne vem, ne, vidite, zdaj že leta, ne, se bori cela država proti Metelkovi, recimo, ne. Zame je Metelkova zunanje politično vprašanje. Zakaj? Zaradi tega, ker se tam ustvarja ogromno neke alternativne kulture. Nekaj, kar v resnici nikjer ni, ali pa zelo malo, ne? Kjer se ustvarja neke določene mreže. Kdo meni garantira, da se v vsem tem času ne bo nekaj pojavilo, kar bo na neki točki pripeljalo do svetovne slave Slovenije, ne Metelkove, Slovenije. Ena zelo zanimiv primer, pazite, koliko je to heca, ne, ko govorim zunanje politično. Pride ena študentka iz Kitajske in pač malo, kaj boš pogledala, kaj te zanima. Prva stvar, ki jo je omenila, da bi se rada šla pogledati, je Metelkova. Ne. Pazite, ena Kitajska, ne, ki v resnici, ne, veste, ne, torej to je seveda, ne, torej država, v kateri, ne, lahko govoriš na kakšne načine, ampak torej seveda, ker ti prvo pride na pamet, je tisočletna zgodovina. Ona gre gledati to. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda tem, bom rekel, vsaj tem vzhodnoazijskim državam so to stvari, ki so jim zanimive, ker so nekaj novega, ker so nekaj drugačnega. Mi hočemo pa to recimo, mi se pa proti temu borimo. Ne. In to je recimo za mene, to je tisto, ker res ne vidim tega premisleka, kjer mi recimo neko stvar vidimo, da je problem, ne vem, države, problem mesta, kakorkoli, je pa v bistvu zunanje politično potencialno lahko izrazito pomembno in tega ne vidimo. No, en tak primer je tudi Rok in omenil bi, ko ste pač to kulturo in izbedodaš umetnost, ne, omenili, ne, recimo lanski primer razstave v Rimu, ki je jo Slovenija oziroma Moderna galerija pod vodstvom Zdenke Badovinac organizirala, povabljena bila z ene najbolj uglednih evropskih galerij in poznate, kakšna bila reakcija našega veleposlanika v Rimu, naše vlade, malo da niso prepovedali to razstavo. Kako to vpliva na podobo Slovenije, takšna reakcija oblasti? Veste kaj, jaz mislim, da se nihče v tujini, to je predvsem slovensko vprašanje, to je vprašanje za Slovenijo, se pravi, nihče v tujini se glede tega prav hudo ne sekira. Veste, Slovenija pač, ne, v redu, ne, pač je prišlo do incidenta, smola, grozna. Ne. Mi se moramo odpraviti, to, kar sem prej rekel, mi se moramo vprašati sami, kaj to pomeni za nas. Ne. In nam tujina ne bo pomagala. Ne. In v resnici te vlade, ki si to privoščijo, in te veleposlaniki, ki si to privoščijo, v resnici ne razumejo, po mojem globokem prepričanju, da je možno seveda postaviti še eno razstavo v imenu, ne vem, če hočete raznolikosti, ampak dovoli možnost. Dovoli, torej, če je nekdo povabljen, če ima nekdo ekspertizo, če je povezan, če ima mrežo, zakaj ne? Zakaj ne? In konec koncev tudi to je, ne, recimo zelo veliko slišimo, ne, tudi od, ne vem, ne, zelo veliko tega diskurza, ne, bom rekel, je bilo v preteklosti, pa tudi zdaj poslušamo. Ja, je več resnic, ne, prav, potem pa bodimo konsistentni, ne, je več pristopov, je več, jaz osebno tudi s tem imam težave, torej, če se mi pogovarjamo o tem, da lahko v bistvu omogočimo posameznikom, ekspertom, da se lahko v bistvu izražajo, torej, kot ste rekel, ne, kultura, umetnost, a veste, ker samo zato, ker se ti z nekom ne strinjaš, ne, in mu ne dovoliš, da se izrazi, omenil ste Rok, ne, iz nekih korporativnih interesov, ne,
samo torej zaradi nekih, bom zdaj rekel, in političnih, kulturnih, ideoloških interesov, da ti nekomu ne dovoliš se izražati. Poglejte, kaj se je zgodilo za Sovjetsko Rusijo, ne? Kako je takrat v bistvu, ali recimo, če primeraš, ne, na zadnje, ne, se so pač lahko, ne, vse te, bom rekel, avtokracije, seveda, kje so najbolj trpele? Trpele so ravno na umetnosti, zaradi tega, ker ljudje, ki so imeli kaj povedati, niso smeli povedati. Ali pa ljudje, tako kot recimo pri nas, pač, ki imajo kaj zapovedati in ni to omogočeno. In toliko časa, dokler mi ne bomo razumeli, da je umetnost, kultura, da so to eklatantno zunanje politične teme, da je to v resnici tako kruha vredno kot odličen diplomat, kot, bom rekel, ne vem, sposoben vojak, če hočete, da je to v resnici vse v enem paketu, toliko časa, dokler mi tega miselnega preskoka ne bomo naredili, mi ne izkoriščamo lastnih potencialov. Zdi se, da naša zunanja politika smatra kredibilno partnerstvo v mednarodnem prostoru le v tem, da kupujemo orožje in sodelujemo v vojaških operacijah, kot je bilo denimo posredovanje v Iraku, v Libiji, Afganistanu, morda je zdaj na vrsti še Ukrajina. Kako vidite to? Ja, torej, najprej se spomnim, da ste me vprašal o tiste vilenske izjave, tega nisva pol pokrila, saj nekako je v kontekstu, ne. Ja, torej, zagotovo, ne. V resnici, jaz osebno je nikoli nisem smatral za super potrebno, oziroma torej tudi sploh glede na to, da kako je potekala, kako je prišlo do te akcije, ne nazadnje nas v bistvu tudi zgodovinsko gledano vilenska izjava postavi v bistvu in vse države, ki jo podpirajo v resnici v zelo neroden položaj. Mi vemo, da je iraška vojna, ko se je začela v bistvu, se je začela z lažjo, ne, okoli obstoja oziroma ne obstojajo orožje za neodločno uničevanje. A veste, in potem seveda, ko se ti na koncu zgodi tudi recimo en Colin Powell, ki je osramočen priznane, da je bil zaveden in da je seveda lagal, ne, je to nekaj, ne, če zdaj se pogovarjava, ne, o zgrešenih zunanje političnih odločitev, tisto, kar ste me prej spraševal, zagotovo spada vilenska izjava v to kategorijo, predvsem pa, kot rečeno, izrazito nepotrebna in ni v ničemer prispevala k našemu siceršnjemu, predvsem zavedanju o pomenu vladavine prava. No, zdaj govoriva pa o NATO, oziroma v teh raznih, bom rekel, izletih, če hočete. Ja, glejte, pač seveda tisti moment, ko si ti članica neke zveze, ne, in če obstaja konsens glede posredovanja tu ali tam, v resnici prav veliko izbora nimaš. Torej mi seveda, ne, bi načeloma seveda lahko dvignili roko in rekli, da smo proti, in morda se to daj celo zgodilo. Vem, da se to recimo dogajalo v posameznih primerih, spomnim se primera Belgije, na primer, ampak v resnici je to zelo, torej to, rekel tako, nestvarno, ne. Mi pač z zvezo NATO prizamemo, torej po eni strani, kot sem rekel, relativno varnost, po drugi strani pa seveda tudi tovrstne izlete, ki so se pa žal, ne, tukaj pa kaže biti recimo kritičen znotraj NATO, morda tudi v kontekstu, ne poznam seveda podrobnosti, ne, da opozarjaš, ne, da rečeš, lejte, v redu, pač ne bomo zdaj mi vsega skupaj zadržali, ampak opozarjamo na A, B, C, D, E, F, G, ne, in se potem pokaže, kar se je pokazalo, to pa je, da je bila torej zveza NATO oziroma ZDA še posebej poražena v Afganistanu. Jaz to razumem kot vojaški poraz, nič drugega, to ni bil umik, tudi umik v redu, ampak v vsakem primeru je to vojaški poraz, zmaga Afganistana, zmaga Talibanov, in v tem kontekstu seveda, ja, ne, torej, in torej vsaka druga akcija, v katero NATO je vključen, ni, ne, bom rekel, torej vsekakor je problematična tudi z vidika tega, kaj NATO ne bi bil, ne. NATO ne bi še vedno bil primarno organizacija kolektivne obrambe, ne, se pravi, da je država ogrožena, in da se tega ne zlorablja, ne. Zdaj, Ukrajina, jaz mislim, da tudi se zdi, da je to jasno razvidno tudi iz dosedanje komunikacije iz zveze NATO. NATO ne bo reagiral, če bo prišlo do vojne, zato ker zveza, torej Ukrajina ni članica zveze NATO, pač bo pomagal Ukrajini, ampak kot organizacija ne bo šel. Razlika mogoče do teh ostalih držav je ta, da seveda Afganistan ni Rusija, ne. In tudi če bi hotel, ne, seveda posredovati
posredovati NATO v Ukrajini, na nek, bom rekel zdaj neko tako nebulozo, da se nekatera od recimo baltskih držav čuti ogroženo, nima konsenza. Torej v zvezi NATO ni konsenza, kaj narediti glede Ukrajine, pa ne mislim tukaj samo Nemčije, njenih recimo pač, ne vem, interesov, daleč od tega. Tam je več držav, po mojem globokem prepričanju, ki niso pripravljene s svojimi vojaki. Ne nazadnje tudi ZDA, že od Obame dalje, torej zelo jasno povedali, da njihovi vojaki ne bodo stopili na ukrajinska tla, in isto je, torej bolj ali manj se mi zdi, da Biden ni odstopil od te politike. Ter ti seveda da vedeti, da je, torej, da pač ne, Slovenija bo morala biti sprijaznjena z temi izleti, če hočete, NATO, vendar seveda tudi NATO naleti na določene realne probleme oziroma na realne ovire, in zagotovo Ruska federacija je realna ovira. Ne verjamem, da bi si kdo želel torej jeti v neposreden konflikt z Rusko federacijo. Kaj bo pa Rusija naredila? To je pa tisto, veste, to je pri teh meni, pri teh zunanje političnih zadevah zanimiv. Mi govorimo, kaj bo Rusija naredila. Ne? Ruska federacija se mora seveda sama odločiti, kaj to za njo pomeni. Ne? In ta je tisti premislek. Ne? A veste, ne? Če greš v agresijo, kaj pravzaprav želiš s tem doseči, kjer cilje hočeš doseči, in te so lahko z geopolitičnega vidika raznorazni, in pa kaj si za to pripravljen plačati. Ne? In ta premislek je treba narediti. Če tega premisleka ne narediš, če te slepi samo geopolitika, boš seveda dol plačal. Ne? In Rusiji se je to že v preteklosti zgodilo, tako da ni to samo, ne, kar je vidno iz teh razprav, ne, ruska grožnja in tako naprej. Ne? Problem je tudi v Rusiji, zato je zelo podpiram vse zmerne komentatorje, ki pravijo stran s Twitterja, stran z velikih, ne vem, teh blaznih mastnih naslovov in tako naprej, in kdo bo napadel koga, v klasična diplomacija, v sobane in se tam zmenite. In to je po mojem mnenju tudi edini recept, in jaz iskreno upam, da do konflikta ne bo prišlo, oziroma do vojne, tukaj ni stvar konflikta, praktično do vojne, ker če Rusi stopijo na ukrajinska tla, se ne bodo ustavili vsaj v Kijevu. No, vrniva se še za trenutek na lanskoletno naše predsedovanje Evropski uniji. Kakšna sporočila smo v tem zadnjem predsedovanju EU pošiljali v svet? Dve stvari. Torej, jaz sem zdaj bil bolj, bom rekel, tudi bolj sem lahko spremljal prvo predsedovanje in seveda to drugo predsedovanje. Ne. Prvo predsedovanje je bilo... Nekaj ste že omenili glede tega, komentirali, ampak... Ja, torej, ne, tisto, kar lahko rečem, kar lahko mogoče rečem, je v principu to, da smo mi v tistem času, ker se mi zdi, da je primerjava vseeno važna, izpolnili pričakovanja, se pravi, tam ni šlo samo za to, da smo bili mi tako zvani star pupil, ampak da smo v bistvu dejansko mi tisto predsedovanje kot prva v bistvu izmed tistih držav, ki so vstopile v tem Big Bangu v EU, smo speljali v bistvu res dobro. Se pravi, tehnično, tudi politično se je ta zadeva dosti dobro iztekla. Je pa seveda v tem drugem predsedovanju se pa zgodilo to, da je državna uprava, in to moram poudariti, nekateri mi očitajo, da še premalo glasno poudaram, in ja, torej izkoriščam tudi to priložnost, da povem, ker sem se tudi sam pogovarjal z številnimi, to je bilo dobro narejeno. Torej, tehnično gledano je bilo to predsedovanje v redu izpeljano. Pravim, veliko mojih nedavnih študentov je prevzelo, ima zgodovorne naloge in so res ponosni, kaj so naredili. Ampak seveda, predsedovanje so tudi tviti, so tudi laže predsednika vlade, so tudi, bom rekel, strankarsko pogojeni izpadi v institucijah Evropske unije. In to je tudi predsedovanje. Kakorkoli obrnemo in nihče mi ne bo prepričal, da temu ni tako. Če se konkretno pač predsednik vlade odloči, da bo, uporabljal milo rečeno, sporne kvalifikacije posameznih politikov, to seveda ni neopaženo. In v tistem trenutku se zgodi, da karkoli je dobrega narejeno, se v bistvu preusmeri v to. In v tistem trenutku slovensko predsedovanje dobi madež. In vse, kar se potem dogaja,
je v resnici manj pomembno, ker, a veste, teh, ne vem, uradnikov, vodij sektorjev, ne vem, tistih, ki vodijo dosjeje, lejte, oni niso na prvih straneh, ne, oni niso tisti, ki pišejo tvite, ne, tvite pišejo drugi. In tako da v tem kontekstu, kako ocenjujem uspešno, neuspešno, torej, ko govori za tehnični vidik, se bi strinjal s tistimi, ki pravijo, da je bilo to predsedovanje zelo dobro narejeno, kar se tiče političnega vidika, pa absolutno ni nobene primerjave s prvim predsedovanjem, pa čeprav je takrat v bistvu isti predsednik vlade bil, je v resnici to predsedovanje izpeljano bistveno slabše. Ja, pa gotovo so vplivali tudi zgodba s STA-jem in neimenovanje evropskih tožilcev. Tako je, to, kar sem povedal, ne, seveda, veste, to je ta vladavina prava, ne, in to je v bistvu to je to stanje demokracije. In zato sem rekel, ne, vse to predsedovanje, torej tehnični vidik, vse, kar je bilo dobro narejeno, ne bo šlo v zgodovino. Kar bo šlo v zgodovino je, da je Slovenija prva predsedujoča država v zgodovini Evropske unije, ki je bila na plenarki Evropskega parlamenta v času predsedovanja obravnavana zaradi vprašanj, torej vladavine prava, demokracije in tako naprej. Lejte, to se ni zgodilo še niti eni državi v celotni zgodovini Evropske unije. No, kako pa to, da v vzhodni Evropi dobivamo na oblast populiste in avtokrate, ki vse bolj rušijo Evropsko unijo in se gredo evroskepticizem? Kako si vi to razlagate? Deloma zaradi tega, ker je alternativa bila brezidejna, skorumpirana, torej to je zagotovo zgodba Madžarske, torej prejšnja predhodna oblast je dejansko ni uživala absolutno nobene podpore, ni imela idej oziroma ne, je v bistvu na osnovi tega, mi smo pa drugačna zgodba, Orban lahko prišel na oblast. Se pravi, tukaj treba zelo jasen biti, ne, torej za določene populizme in tako naprej sta vedno kriva dva. Ne. In tukaj se mi zdi, da včasih celo smo premalo kritični do, bom rekel zdaj, če vzamemo tako operativno leva, desna opcija, do leve opcije, ker preprosto je včasih precej samozadovoljna, samozadostna, po drugi strani pa seveda tudi nepripravljena. Ne? In pri desni opcije pa je pa pač tako, ne, da v resnici, ko dobi priložnost, se zagrabi z vsemi možnimi in ima seveda dosti jasno agendo. Ne? Jasno agenda v kontekstu, da ve, kaj je treba narediti, da se ohrani na oblasti. Zdaj pa, ne, mi, torej, ne, to je generalno seveda, ne, se države spravijo, se nove oblasti spravijo, ne vem, na medije, na univerze in tako naprej, ne, na državno upravo in tako dalje. Ampak seveda, jaz mislim, da pri nas v srednji Evropi, vzhodni Evropi se pa to v bistvu še bolj kaže zaradi v resnici, kar precej pogosto te izkušenj s, bom rekel, prejšnjo socialistično preteklostjo. Tako da jaz mislim, da gre za volilno telo, ki si želi takojšnjih rešitev, ki je na nek način tudi, če hočete, saj v prvem obdobju, dokler recimo ne, še vedno ta večina, ki je živela recimo v socializmu, si želi v bistvu instantnih rešitev, ni pripravljena na neke podaljške, na neke procese daljše in tudi zgodovinsko gledano, vse sami veste, ne, opcije, ki ponujajo enostavne, razumske rešitve, ponavadi zmagajo, ampak so to seveda najbolj katastrofalne za države. Tako da populizem je torej deloma povezan z lokalno torej politično sceno, deloma pa tudi z tem odnosom do Evrope in ta kontekst, v katerem se sploh za te večje države, ki imajo tradicijo, tipa Poljska recimo, ne, tudi Madžarska ne nazadnje, veste, pri Madžarski, veste, ne, vse posod še nekaj krivice, Poljska je dolgo časa bila razkosana država, Madžarska je s Trianonom izgubila tretjino ozemlja. To so vse te zgodbe, ki so pomembne. Potem vse te tri države, Češka, oziroma Češko-Slovaška, pač nekaj, ne, Madžarska, Poljska, to so države, ki so dale skozi v bistvu ta upor proti Sovjetski zvezi, ne vem, Praška pomlad in tako naprej. In one imajo ta instinkt, da mi smo nekaj naredili za to Evropo. Ne. Vi nas pa tukaj v bistvu s svojim pokroviteljskim odnosom, ne, v bistvu dajete v neko drugo skupino. In ta
električen naboj evroskepticizma, v bistvu pije vodo, v Sloveniji ne toliko, zato ker mi nismo bili del te sovjetske zgodbe in ker tudi mislim, da smo v Sloveniji primerjalno gledano z ostalimi v resnici bolj verjamemo v to Evropsko unijo. Še vedno sem prepričan, da temu tako. Pri nas evroskepticizem v resnici funkcionira v zelo ozkem krogu v bistvu ljudi, ki pač, ne vem, verjamejo recimo zdaj v aktualno vlado. Ne? Ampak tam je pa drugače. Jaz recimo imam torej zelo ugledne kolege, bom rekel, zelo učene, tudi znane, tudi s političnimi izkušnjami, ki jim je popolnoma jasno, da taka Evropska unija kot je ne bo delovala. So recimo iz Srednje Evrope in vidijo celo tako daleč so pripravljeni iti, da govorijo, da bo ta Evropska unija taka kot je zagotovo razpadla. No, jaz to vse razumem, ampak kako to, da nobenih pozitivnih predlogov ne dajejo iz teh vzhodnih držav, ne? Samo izvežbali so se za recimo črpanje evropskih sredstev, da bi pa se izvežbali oziroma podali kakšne pozitivne pobude, ki bi bile v dobrobit Evropski uniji, tega pa ni. In to je, zdaj so pa v bistvu pri tistem ključnem problemu. Ne? Res je, ampak od njih jih ni pričakovati, zakaj pa ne daje Levica? Kje imamo pa tukaj vizijo, kje imamo pa tukaj v bistvu predloge, kje imamo pa tukaj ideje, da v bistvu ti postaviš to na tla in rečeš, ne, lejte, jaz nisem samo anti, ampak je to vizija, ki jo jaz obljubljam. To je tisto, kar mislim, to je tisto, kjer jaz vidim, da bomo mi čez 20 let. A veste, ne, skratka, jaz osebno moram reči, da nikoli nisem bil pristanek tistega diskurza v smislu, ne, ko nekaj kritiziraš in potem nekdo reče, ja pa ti povej boljš, kaj pa ti veš, daj pa ti povej v bistvu, kaj pa lahko ti boljš narediš. Ne. V resnici ne, gre za to, ne, jaz moram že preden pride do te točke, ne, reči, ne, tole ne štima, ampak tole je pa vizija. Ne, da jaz kritiziram nekoga samo na tej mikroravni, ne vem, ker pač mi ni všeč predsednik vlade ali predsednik države in potem v bistvu kritiziram njega kot njega. Ne, ti moraš v bistvu ponuditi vizijo. In človek, ki bo verjel v neko politično opcijo, človek, ki bo verjel v nek program, mora videti to vizijo. In mi tega nimamo. Torej, zadnji, ki je to naredil in je naredil seveda ne, pač katastrofalno, je bila ta neka ideja tretje poti Tonija Blaira, ne, ki se je seveda pokazala zgodovinsko popolnoma zgrešena in politično izrazito škodljiva, ampak tudi za Veliko Britanijo mimogrede, ampak kar je pomembno je, da jaz osebno za situacijo krivim, bom rekel, to opozicijo. Ne. Meni je popolnoma jasno, vedete, jaz nisem naiven, meni je popolnoma jasno, da seveda ne, to, kar dela trenutna pozicija, so stvari, ki jih bo zelo težko. Prevzameš medije, prevzameš ne vem, na neki točki morda tudi univerzo, infiltriraš svoje ljudi v državno pravo. To ni samo stvar Slovenije, to dela Amerika, recimo, ne, to dela Amerika za časa Trumpa in to so pa stvari, ki jih je zelo težko popraviti v 4-5 letih. Ne. Kljub temu, mi nismo več v 40-50 letih. Zdaj so v bistvu bistveno več komunikacijskih sredstev, bistveno lažje v bistvu pristopaš tudi do posameznega volivca, mladi so zelo pomembni in tukaj se meni zdi, jaz do zdaj, ne, pravim, ne, pa se nočem izrekati o posameznih strankah, bomo videli še kaj bo, ne, pa zdaj, če govoriva čisto konkretno o teh volitvah, do zdaj v resnici jaz nekako nisem videl, razen tega antidiskurza, ne, jaz nisem videl v bistvu kakšne vizije za naprej, ki bi bila seveda tudi vizija Evrope. In zato jaz govorim, da je tudi na ravni Evropske unije, ne, da imamo mi zelo veliko krizo vrednot, predvsem pa zelo jasno, torej zelo akutno že pomanjkanje alternativ in pomanjkanje te širše slike, ki nas bo pripeljalo do točke, ko bo relativna teža Evrope še bolj padala. ZDA bo preživela, morda ne bo sila prvega ranga, morda bo sila drugega ranga, ampak še vedno s toliko jedrskimi konicami, da lahko ta svet dvakrat obrne na glavo. Kitajska, Rusija, kot sem rekel, Indija, torej to so sile, ki bodo ostale tako ali drugače, ne? To niso sile, ki bodo implodirale. Ne? Če bo kdo implodiral, utegne Kitajska, pa še tiste vprašanja, ampak kakorkoli, še vedno bo to ostala vele sila. Evropa je združba 27 plus držav, ki so vsaka zase.
niso niti omenila, razen pač nekaj malega, ne, Zahodnega Balkana. Lejte, zgodovinska napaka Evropske unije je, da se z Balkanom ukvarja samo v resnici z temle, torej pač financiranjem, ne pa za neko proaktivno težo, proaktivno vlogo, v kateri tudi mogoče pogoltneš kakšno stvar, ki si jo zahteva od neke prejšnje članice, zaradi tega, ker veš, da je širša slika tega Zahodnega Balkana, ne moreš pustiti samega, ker če tam poči, potem seveda to prizadene neposredno Evropsko unijo in njeno vlogo v globalu. In da mi dopuščamo v bistvu to, da vsaka država malo po svoje solira, o čemer so govorila, da se ne dela, ne, na neki zgodbi. Ne. Zdaj se ravno zaključuje, kot veste, ne, debata o prihodnosti Evrope, ne, ki je pač javna, ne, in tako naprej. Ampak v resnici ne, že samo dejstvo, ne, da se ne pojavlja vsak dan na velikih ne vem, straneh in da se mediji očitno temu ne posvečajo tako intenzivno, da ne rečem malo, da ne vsak tretji, četrti dan to imeli v svojih časopisih, na računalnikih, to bi kazalo, da je na evropski ravni želja, da se nekaj naredi, da moramo nekaj narediti kot celota. In ker tega ni, ker je to tako mimo, ne vem, če te glih zanima, seveda to opažaš, drugače pa tega ni nič. Ne vem, jaz upam, da se nam bo vse skupaj končalo na enem vrhu, 15 lepih obljubah, eno deklaracijo in potem vse pozabimo. Evropa na tak način, s takim diskurzom, s takim odnosom, brez alternativ, brez v bistvu vizije, bo zgubila tako ali drugače. No, še eno vprašanje bi imel, ne? Kako pa ocenjujete profesionalnost našega diplomatskega zbora in njegovo učinkovitost? Ali se tukaj kaj razlikujemo v tem pogledu od drugih članic Evropske unije in njihovega diplomatskega zbora? Ali diplomatski zbor ali diplomatskem zboru vse bolj prevladujejo strankarski interesi in ne državni interesi? Jaz sem imel v preteklosti v svoji karieri stik, v bistvu tak poglobljen stik, bom rekel, z dvema zunanjima ministrstvoma oziroma z dvema zunanjima ministrstvoma, lahko rečemo, ne, avstrijskim pa ruskim. To je aparat, ki mu je popolnoma jasno, kaj mora delati, ki zagovarja interese države. Pika. In tam je po tistem, kar sem jaz videl, še enkrat nisem ekspert za to področje, ampak tam nikoli nisem dobil občutka, da gre za neko, že samo obnašanje, ne, kljub temu, da sem, ne vem, tujec, ne, že samo obnašanje te da vedeti, ne, da so te ljudje vzgojeni v duhu, da predstavljajo in se zauzemajo za blagodat, za interes države kot celote, neodvisno od vsega. Ne. Seveda so še vedno državni uslužbenci, seveda je še vedno pomembno, kdo je v vladi, ampak svoje delo opravljajo izrazito profesionalno in kar je najbolj pomembno, meritokracija. To so diplomati, ki gredo večinoma skozi šolo, rigidno šolo, in v resnici ne, so to ljudje, od katerih se potem tudi pričakuje resno delo. V Sloveniji se mi zdi, da smo mi torej nekje, bom rekel, je želja, torej tudi moram reči, da se mi zdi, da je ta potencial izobrazbeni velik, ne vem, recimo, ne, pač tudi ne, na našem študijskem programu mednarodni odnosi, ne, mi seveda ne, pač imamo oziroma pač ne, poučujemo vsebine, ki so izrazito pomembne za diplomate in del naših študentov se dejansko vključuje torej tudi v državno pravo, tudi na področju diplomacije. Mi sicer vklepajo, sem da povem, ne, torej mi seveda vklepajo, torej mi seveda vedno poudarjamo, tisto, kar sem prej govoril, ne, ker je tudi naša filozofija, ne, potenciale ne iščeš samo na MZZ-ju, potenciale moraš vse posod, ker imaš taka znanja, ne, ampak vendarle, ne, deloma seveda se stvari spreminjajo tudi na MZZ-ju, ki že leta ima pač ta nek program, interni program, torej diplomatske akademije, ampak kar je problem, je pa seveda ta, da je nažalost še vedno preveč podležen torej vplivu strank in se na ta način pravzaprav duši tisto, kar je res kvaliteta. Ni nobena skrivnost, da se recimo v primeru, ne vem, spremembe neke vlade, tudi zdajšnje, določeni diplomati, ki so eksperti, vrhunski eksperti za svoje področje, imajo izkušnje, ne, v resnici zdaj na tem sploh ne delajo.
kar je za moje pojme torej izrazito. Samo dejstvo, da nekdo misli, da torej imaš tamle v neki sobani nekoga, za katerega veš, da je leta in leta se ukvarja z nekim področjem, veš, da govori jezike, veš, da obvlada situacijo in ga daš na stran samo zaradi tega, ker pač ti ni, ne vem, od pamti veka ali recimo, ne vem, nima strankarske klinice ali kakorkoli drugače, te ni eksplicitno podpiral, v resnici ti objektivno škodiš Sloveniji. In jaz to moram reči, da je to nekaj, kar je za mene absolutno nedopustno. To se v neki, po mojem prepričanju, v neki, Rusija je mogoče drugačna, ker je res autokratska država, nekaj Avstriji se to ne more zgoditi. Tudi v ZDA, recimo, ne vem, pred Trumpom, jaz sem imel stika z ameriškimi diplomati, ki so bili izrazito lahko pro-bušovski recimo ali anti-bušovski. Vedno je bilo to, torej, in tudi, ena na ena so ti recimo to tudi govorili, ampak, ko šlo za zunanjo politiko, si ti zastopil Bushovo politiko, si ti zastopil, ne vem, Clintonovo ali kjerokoli drugo, zaradi tega, ker si bil diplomat, ker si vedel, da je pač to tvoja služba. In to, kar se je pri Trumpu zgodilo, zaradi tega, ker je Trump v bistvu hotel vse podrediti svojemu razmišljanju. Tega pa diplomat, ki obvlada stvari, ne bo dopustil. Da mu nekdo soli pamet, da ne vem, naj govori o neki nebulozi, čeprav ve, da temu ni tako. Pri nas se bojim, in omenjen je bil prej en primer, pri nas se bojim, da so naši pač posamezni diplomati, da se pač prehitro poistovetajo s strankarskimi preferencami. Kvaliteta zbora kot takega, pa saj toliko, koliko jaz poznam, seveda, jaz pač se tu staram, pa mladi ne uspem v bistvu lih vseh še poloviti, ampak jaz osebno sem prepričan, tudi ko vidim, da je ta diplomatski zbor dober. Se pa iskreno bojim, seveda, da je morda, spet bom rekel, v zadnjem času manj meritokracije, kot bi si jo človek želel, da je bolj pomembna strankarska knjižica. Še enkrat bom rekel, tudi to ni nujno slabo, mislim, to ni nujno problem. Tudi, recimo, sem omenil avtor, tudi tam je strankarska knjižica pomembna, ampak znanje, obvladanje, da ti zadevo obvladaš in zadevo razumeš. Tle se pa jaz bojim, da imamo mi še zelo velike rezerve, posebej me pa moti, če imamo potencial, če imamo kadre in kadri niso izkoriščeni. Tega pa nekdo, ki ima rad to državo, nekdo, ki si želi, da ta država nekaj deluje, da nekdo, ki si želi, da ko gre v svet, da ko govori v Sloveniji, da ima o čem govoriti, ne samo o problemih, ampak tudi o čem lepem, tega si pa iskreno povedano ne želim. Na tak način, torej, da vem, kaj se mi dogaja v državi, da se mi ljudi torej, daje na stran zaradi tega, ker pač niso ta pravi, in vem, da to lahko škodi temu, kar bi jaz želel nazven, predstavljati Slovenijo. Premalo, kad se zavedamo in tudi posamezne oblasti se premalo zavedamo, da niso samo, recimo, da je imeti rad to državo, da to seveda je nekaj višjega, kot pa zagovarjanje ali uveljavljanje samo nekih pritlehnih strankarskih interesov. To so dve popolnoma različni dimenziji. In jaz se bojim včasih, da dejansko imamo mi tukaj problem, ko to gledam, kdo pravzaprav ima to državo res sploh rad. Kdo je res tisti, ki je za to državo pripravljen narediti veliko, zaradi tega, ker jo ima res rad. Profesor Šabič, hvala za pogovor. Malenkost.